Lepo pozdravljeni, v središče je prišel David Tomažin, svež predsednik Mlade Slovenije, podmladka Nove Slovenije. Lepo pozdravljen, dobrodošel in seveda čestitke. Živijo, hvala za povabilo. Se bova kar tikala, ne? Lahko. Povej, kakšni so občutki v novi vlogi, še sveži? Moram reči, da zelo mešani, ker prevzemam kar veliko odgovornost, se zavedam. Po drugi strani me pa stalno miri misel, da je ekipa zelo velika, da imamo zelo dobro energijo. Na kongresu nas je bilo zelo veliko. Ljudje so pripravljeni delati. Tako da jaz imam zelo en tak pozitiven odnos, pri katerem me zelo težko kaj spravi iz te razdalje. Naj tukaj poveva, da si bil doslej generalni sekretar Mlade Slovenije, tako da zelo dobro poznaš njeno delovanje. Kako vidiš vlogo podmladka v stranki, kaj ji lahko da, mogoče ji lahko kakšno tudi zakuha? Veš, kako je? Bi raj štartil nekje drugje. Jaz sem bil član tudi že turističnega društva in planinskega društva, plesalne sekcije in še študentskega kluba. In vedno je bil problem pri prenosu znanja. Vedno so imeli problem, ker so bila neka stara vodstva, ker so bila ali zelo dolg časa ali pa zelo dolg časa. In pri takih situacijah je bil vedno problem nekoga najti, ker se toliko časa odriva ljudi od sebe in se ni pripuščalo neke nove energije, nekih mladih idej, kljub temu, da mogoče te mlade ideje so bile katastrofalne, ampak se jim ni se jih pripoznalo, da so to tudi v redu ideje, ki jih je treba premisliti, mogoče kakšna je definitivno katastrofalna, ampak mogoče kakšna je pa čisto na mestu in je sam razviti treba. Ne? In tam sem videl, da vloge podmladkov ponovadi se je malo zatirali in tisti, ki je zatiral vlogo podmladka, nekako ni imel nasledstva in tudi ni imel nekako nove, sveže energije in se je nekako začel ciklati. In jaz tako vidim vlogo našega podmladka kot neko dopolnilo stranke, nek bazen, kjer se mladi lahko učimo, kjer se lahko dobesedno učimo. Mi v naših 20 letih, naš primarni cilj je učiti se. Zato sem tudi jaz šel notri. In s tem odnosom, da bi malo tudi pripomogel k tem, da se učim, ampak malo tudi, da preizkušam svoje ideje. Trenutno vodstvo NSI-ja je išlo iz tega podmladka in zato sem tudi jaz dobil zelo veliko energije. Sem rekel pismo, če so oni šli iz tam, potem je tudi moja pot, je fajn, da se začne tukaj. In vidim, da lahko čim več pripomorem stranki, po drugi strani pa tudi, da dam mladim eno možnost se učiti, ampak tudi izraziti svoj glas, se podružiti s čim več podobno mislečimi. Da je en zelo tak kompleksen prostor, ki se ga mladi zelo hitro lahko ustrašijo, kot je že šta kakšna politika, je to težka. Pa ni, to je jaz to gledam kot na igrišče, tak playground za vse nas mlade, ki bi želeli videti, kaj je to politika, ampak ne veš še čisto točno, ne želiš se izpostavljati. Tako da je zelo tak, se mi zdi, zelo taka platforma za mlade, za mladega, ki si želi zelo veliko delati, pa tudi za mladega, ki se želi bolj družiti, pa se ne izpostavljati. Neka odskočna deska, pa tudi ta zagnanost, ki jo čutim, ta sveža energija, ideje, mogoče malo drznosti, norosti. Ja, je malo, čeprav jaz nisem lih tak, ki bi preveč delal nasproti, ker se čutim del te stranke, tudi moj cilj ni nikako rušiti, nikoli ni bilo. Imamo pa neke svoje ideje, s katerimi bi želeli še malo dodatno podkrepiti. Komaj čakamo, da jih slišimo, ampak o tem kdaj drugič. Si tudi učitelj sicer, poučuješ zgodovino. Kako občutiš šolski sistem, s kakšnimi izzivi se soočaš, posebej ob dejstvu, da poučuješ zelo faktografski predmet. Se počutiš, da imaš dovolj avtonomije, svobode, bi želel imeti več? Jaz sem bolj tak čudna oseba za to vprašati, ker imam res neka svoja stališča. Tudi kot učitelj zaplavam, vse otroci me imajo že naštudiranega, da točno kjer vprašanje treba. Prvo, gospod učitelj, kaj ste danes delu? To odgovorim, to nima nobene veze s tem. Potem je en drug nekaj drugega vprašanja in tak sistem, 3-4 vprašanja rabam, pa zaplavam. Ampak dobro, to jim malo pustim, ker vsem se potem razvije debata. To faktografijo pri zgodovini sem jaz vedno sovražil, te letnice se učiti, ker po eni strani ti pomaga. Moraš vedeti, da je bila francoska revolucija, da približen zastopiš, kako je svet šel. Vsaj približen, ne rabiš pa do potankosti vedeti, da je Richelieu nastopil svojo funkcijo in tako naprej. In to probam tudi tam malim predati, to bolj ljubezen do zgodovine, kot pa faktografijo, ker jaz nisem imel te ljubezni do zgodovine, kar mi je zelo žal. In tudi ta kalup, v katerega sem dan s temi učnimi načrti, ki so čist prenatrpani, je slabo in za mene, ker probam otrokom natlačiti tisto znanje v glave, ker ne bi mogel to narediti, hkrati pa za otroke, ki vejo, da so to smiselne informacije, ampak da jim zdaj ne pride prav. In bolj probam na to ljubezen, recimo v 9. razredu sem določene stvari preskočil, ker je toliko stvari in jim raje predajam, slovensko zgodovino. Toliko več in tudi zastopijo potem relevantnost, ki mi enkrat pokaže slike iz
Hude jame, pa iz Barbara Rova. To zastopa potem, kaj je. In to je neka stvar, ki je relevantna. Ne. Spravi nek odnos do zgodovine, neko povezovanje, ne samo kopičenje podatkov, kritično razmišljanje. Tako, a ni boljše otroka naučiti razmišljati, malo preveriti, malo se distancirati. Ne vem, da mu jaz rečem, ta oseba je bila zelo slaba v zgodovini. Ok, deva preceniti, je kakšna stvar mogoče bila dobra, ali pa kakšna oseba, ki je bila dobra v zgodovini, ki je smatrana za najboljšo osebo, deva malo preveriti, mogoče pa tudi kaj se najde. En tak odnos, ki se mi zdi, da jim bo to bolj prav prišlo v življenju kot pa fotografija, ker knjige lahko ti vedno vzameš v roke pa bereš. Tisti odnos pa težko popraviš. Zdaj ta učni načrt tudi sam si nakazal, da nekako ukaluplja, učitelje, ti, kot razumem, si mogoče malce avtonomije tudi vzameš, tudi če ti je ne dopušča. Kaj pa bi rekel za otroke, ta učni načrt in cel sistem tudi mogoče malček preveč uokvirja otroke? Ja, otroci danes so zelo zanimivi. Jaz poučujem na vasi tako, da otroci so zelo v redu. Mogoče v mestih imajo drugačne probleme, ampak mladina danes je malo drugačna. Oni so zdaj zrasli že s telefoni. Pri nam je bilo to čist, da smo imeli telefon, da si lahko po tistem Bluetoothu eno pesem predvajal, pa si mogel zbirati, kjer boš zdaj imel. To so zdaj čist drugi časi. In tudi druge težave ima tale mladina danes. Ja, njih se zelo močno ukaluplja. Meni ni problem pač predavati, kar imam za predavati, ampak na otroka pa to zelo velik vpliva. In se mi zdi, da te učne načrti so iz leta 2008 čist. Ta učni načrt rešuje probleme iz tistega časa. To je, ko mi YouTube je takrat ven prišel. Sploh ne naslavljamo realnih problemov. Je res, da naši otroci so mogoče bolj čustveno dovzetni, čeprav ponujamo zelo velike pomoči tem otrokom, ampak mogoče ne upoštevamo percepcije, da te otroci danes so slabše znajo in take stvari. Meni se zdi samo mogoče, da bi lahko pogruntali mi kakšen boljši sistem, kako jih učiti. Ker sem pazil, jaz zelo hitro govorim pri teh otrokih, držijo fokus tudi 1 uro, sploh ni problem. Ja, pri drugem učitelju, ki pa govori počasneje, pa ne. Mogoče ima to veze, da otroci hitro razmišljajo, zelo hitro jim delajo te možgani in seveda ratajo živčni, če ti počasi govoriš pa počasi razlagaš. Ni možgani šponajo, oni bi te sprašvali. Ne vem, samo ena stvar, kako bi lahko mogoče otrokom pomagal iti iz tega kalupa. Učitelji ste pogosto tudi, da bova šla malo iz teh učnih zahtev, ste tudi zaupniki, na nek način psihologi, vzgojitelji, ampak a sploh ostane kaj časa za ta vzgojni del in verjetno se pridejo kdaj tudi otroci k vam zaupati, kaj jih pesti, prej si že omenjal, mogoče kakšne te dogajanja v okviru raznih omrežij, klepetalnic in podobno. Prva stvar, te predlogi, ki jih je zdaj NSi dala v državni zbor, so enkratni. Vsaj začetek naslavlja dejanske probleme. Ker kaj se zdaj dogaja? Mi učitelji nimamo nekih vzvodov, kako bi reševali te vzgojne probleme. Recimo, otrok je nasilen do svojih sošolcev. V teoriji ste slišali, kaj je bilo z romskim problemom v Novem mestu. V teoriji bi jaz mogel imeti vse te otroke, tudi nevarne, v razredu, ker moram tudi temu nevarnemu otroku zagotavljati pravico do izobrazbe. Po drugi strani moram pa zagotavljati varnost vseh ostalih otrok. Da prihaja do takih problemov in to sem zdaj vesel, da končno to rešujemo. Zaradi ker otroci, tako kot sva rekla prej, drugačni problemi so. Zdaj veliko problemov se zgodi popoldne na socialnih omrežjih. Kaj bo, že tako tej telefoni, se mi zdi, da starši mogoče malo, niso vsi naivni, ampak se mi zdi, da mogoče malo naivno mislimo, da otroku pusti telefon, da bo otrok znal sam uporabljati tehnologijo. Dejstvo je, da tale podjetja dobro vejo, kako obdržati fokus otroka. Kaj se je zgodilo, ko bo otroci dojeli razsežnosti virtualne resničnosti? Ne bi verjela, kaj nam pride vse otroci povedati. Kaj se jim doma dogaja, stiske so gromozanske. Če se jih je 50-60 let nazaj potlačilo, se danes končno spregovori o tem, ampak to zahteva enormen napor. Otroci ti ne znajo poimenovati čustev. To bi lahko bil predmet znotraj tega recimo razširjenega programa, zdaj je krasno, da se to razvija. Čustvena inteligenca, da znaš poimenovati čustvo in ga umestiti. Pa se tega ne dela, ne vem, zakaj tega že ne delamo, Ampak dobro, gre se za to, da je otrok, da se počuti dobro in da je operativen, ampak ga začne motiti. To vidim, da otroke, če nima čustev razpucanih, ga začne to motiti. In lahko
zelo brihten otrok, sam čustveno, ne vem, ima doma neke stiske, lahko zaradi tega izpade v šoli, kot da je neuspešen. Problematičen mogoče. Ja, Se tudi to je recimo ena od rešitev Nove Slovenije. Se pravi, da se več praktičnih znanj za življenje uvede v šolski sistem, od finančne, digitalne pismenosti do obvladovanja čustev oziroma razvoja čustvene inteligence. Se pravi, da se posveti otroku ne samo skozi ocene, ampak tudi otroku kot osebnosti. Ne? Ja. Pa bova zaključila tam, kjer sva začela, pri Mladi Sloveniji. Govorila sva o tem, kaj lahko MSI da stranki. Kaj pa lahko MSI ponudi mladim? Mogoče tistim, ki še kolebajo ali pa sploh ne razmišljajo o tem, da bi mogoče kdaj bili del neke politične stranke. Kako bi jih ti nagovoril, s čim bi jih privabil? Jaz sem taka oseba, ki ne mara silt. Jaz tako težko ti rečem, da je prid pa pridruž se nam. Jaz sem taka oseba, ker tudi jaz nisem tako šel iz tega. Če mi 2 leti pa pol nazaj rekla, da bom jaz predsednik podmladka Nove Slovenije, bi se ti smejal v glavo. Res ni. To je zanimivo, kako se to premakne čas. In jaz sem se včlanil čist tega, sicer bi že oči notri, ampak ni imel to posebne vloge. Jaz sem rekel, zdaj je čas, vsaj to, da se malo spoznam s politiko. Zanima me, ne znajdem se toliko skozi te medije, ne vem, kdo je kaj, zanimajo me te ljudje, ki podobno razmišljajo kot jaz. In sem šel in sem se včlanil, potem so me začeli vabiti na različne dogodke, pa sem šel na tistega, ki sem lahko. In potem sem spoznal tam ljudi čisto podobno misleče. Sem rekel, jaz se nočem se nič izpostavljati, so mi rekli, ful dobro, ni panike. Imamo tudi lahko sem tako prideš, ne? Mi je bilo ful všeč. In iz tam sem potem išel. Potem pa prevzameš določeno odgovornost, kolikor ti paše, ne vem, na lokalni ravni, ne, pa si mogoče organiziral kakšen dogodek, Pol sem hodil na ta izobraževanja, ki jih imamo, glede javnega nastopanja. To mi je bilo sploh strašljivo, da lahko nastopaš pred kamero in govoriš prosto. Potem pogovori različni o temah, kot so davki, ne vem, to postane relevantno na neki točki, ne. Pogovori o šolstvu, pogovori o študiju in tako naprej. In tle mi je dal zelo veliko enega besedišča, da se lahko sploh izražam. Ne. Potem se pa to nadgrajuje, če pa želiš ful delati, je pa vedno mesto zate. Ali pisanje ukrepov, ali pomoč poslancem, kakorkoli. Tako da podmladek je zelo tak široka platforma, tak, jaz bi rekel, playground. Nikakor pa ne samo politika, ne, tudi širjenje socialnega kroga, ne. Veliko poudarka na družabnosti. Točno to, ekipa je velika, zdaj 70 ljudi, pa to sploh niso vsi člani, ne? To je samo malo širša ekipa. To so ljudje, ki podobno razmišljajo kot jaz. In tudi zelo drugačna družba je tukaj, kot pa, ne vem, kot pa kjerkoli drugje, ko imaš dosti naključne ljudi. Ne? Tukaj pa veš, da ljudje, ki se zavedajo, ki so družbeno aktivni, vsaj malo se tega zavedajo in se zelo lepo poklopijo, se mi zdi. Naj bo tako tudi v prihodnje, veliko uspeha in zagona ti želim in upam oziroma verjamem, da bova še govorila tudi v tem studiu. Jaz mislim, da boste za Mlado Slovenijo še slišali. Ja, se nadejamo tega. Hvala, David. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali. Se vidimo kmalu.